V redu, lep dober večer, moje ime je Rok Piletič, pozdravljam vas v imenu Čebelarske zveze Slovenije in javne svetovalne službe v čebelarstvu, ki organiziramo ta spletni seminar za objavljene javne razpise v čebelarskem sektorju za leto 2026. Spletni seminar bo potekal tako, da bomo imeli 4 predstavitve. Po vsaki predstavitvi pa boste imeli možnost postavljanja vprašanj, lahko pa jih med časom tudi vpišete v klepet, pa jih bomo tudi pol na koncu prebrali. Vkolikor kakšno vprašanje ne bomo mogli odgovoriti, bomo pa potem zbrali vsa vprašanja in do četrtka vam dali eno skupno listo, kjer bodo odgovori na vsa ta vprašanja. Zdaj pa besedo predajam Tini Žirovnik. Hvala za besedo. Jaz bom zdaj delila ekran. Takole, upam, da vidite. Evo. Torej, lepo pozdravljeni z moje strani, moje ime je Tina Žirovnik, sem svetovalka za ekonomiko čebelarstva pri javni svetovalni službi v čebelarstvu. Danes vam bom za začetek predstavila nekaj splošnih dejstev o razpisih, potem pa bom malo bolj podrobneje tudi opisala razpis za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme. Prva osnova, ki je skupna vsem čebelarskim razpisom, je ta, da moramo imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev. To se pravi, da ima tudi naše kmetijsko gospodarstvo, da nima nobene napake. To zadevo lahko preverimo v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo. To je tale slikca tukaj na sredini oziroma spletna stran, kamor vpišemo svojo MIC številko in nam potem pregledovalnik javi, če imamo kakšne morebitne napake, ki jih potem lahko urejamo naprej na upravni enoti, oziroma če nimamo napak, imamo to zadevo potem rešeno. Naslednja točka je, da smo kot čebelar vpisani v register čebelnjakov vsaj 3 leta pred objavo javnih razpisov. To velja za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic. Pri razpisu za sofinanciranje zdravil pa tega pogoja ni. Pomembno je, da pravočasno poročamo v register čebelnjakov, to je torej vsako leto do vključno 1. decembra, za stanje čebeljih družin na datum 15. april in pa stanje družin na datum 31. oktober. Pri razpisih se gleda potem, da je pravočasno javljanje števila čebeljih družin ustrezno v letu pred kandidiranjem na posamezni razpis. Torej, za letošnje razpise bodo gledali pravočasno javljanje v letu 2025. Naslednji pogoj je, da imamo za vsak strošek, za katerega želimo kandidirati, račune, ki so na ime vlagatelja in pa dokazilo o plačilu računov. V primeru, da smo račun plačali z gotovino, mora biti na računu navedeno, da je bil ta poravnan z gotovino, v nasprotnem primeru, torej, da smo plačevali s kartico oziroma z nakazilom, pa zadostuje torej bančni izpisek kot dokazilo o plačilu. Na splošno velja, da so upravičeni stroški tisti, ki so nastali in bili plačani v obdobju med 1. avgustom 2025 in 31. julijem 2026. Javni razpisi so v večini odprtega tipa, torej do porabe sredstev. Gre se torej tudi za zaporedje, časovno zaporedje oddaje vlog, kdor prej odda, je prej obravnavan. In vloge se obravnavajo, dokler niso porabljena vsa sredstva, razen v primeru razpisa za zdravila. Tukaj gre za zaprti tip razpisa, kar pomeni, da se vloge zbirajo do 31. julija 2026 in potem se na podlagi meril določi, kdo je prejemnik sredstev. Za vse razpise je skupno, da je hramba dokumentacije 5 let. Pri opremi pa je tako, da mora biti ta v rabi
tudi 5 let po izplačanih sredstvih. To pomeni, če enačimo uporabo opreme, oprema je namenjena torej za čebelarjenje, pomeni, da moramo tudi 5 let čebelariti, ker pomeni, da moramo imeti v registru vpisane čebelje družine tudi 5 let po izplačilu sredstev. Opozarjam, da se te dohodki iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike, kar pomeni tudi sredstva, ki jih pridobite na razpisih, štejejo za dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti na podlagi dejansko prejetih zneskov. Seznam upravičencev, ki boste prejemniki sredstev, bodo pa tudi objavljeni na spletni strani agencije javno. Še ena pomembna stvar, kandidatu na razpisu ne sme biti izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano glede nepravilne uporabe zdravil. V primeru pa, da se to zgodi, mora vlagatelj vsa izplačana sredstva v celotnem programskem obdobju vrniti v proračun Republike Slovenije. Potem nadaljujem v bistvu z načinom oddaje vlog. Do leta 2023 smo bili vajeni, da se vloge oddajajo pisno, da se pošiljajo po pošti na Agencijo za kmetijske trge. Zdaj od leta 2023 z novim programskim obdobjem pa temu ni tako, ampak se vse vloge oddajajo preko spletne aplikacije, za katero pa potrebujemo elektronski podpis oziroma digitalno kvalificirano potrdilo. Tega lahko dobimo na več načinov, torej edini brezplačni način je preko Ministrstva za javno upravo oziroma na upravni enoti, to je SIGENCA. Potem imamo tudi nekaj plačljivih možnosti od Pošte Slovenije, Nove Ljubljanske banke in Halkoma. Torej, brezplačno pa lahko, kot sem že prej omenila, dobimo kvalificirano potrdilo na upravni enoti, tako da se fizično oglasimo na prijavni službi in potem nam oni izdajo to digitalno potrdilo. Dobimo 2 različne kode, to je zato, da ne bi prišlo do zlorabe, torej avtorizacijsko kodo fizično preko pošte in pa referenčno številko preko elektronske pošte. Zdaj v nasvetih upravnih enot je tako, da zaradi manjše možnosti zlorabe priporočajo, da se te elektronske podpise naloži na računalnik oziroma tablični računalnik. Je pa seveda tudi možnost preko telefona, ampak tukaj je več možnosti zlorabe oziroma tudi več možnosti, da mogoče izgubimo telefon, in da nam kdo potem vdre v naš sistem. Drugače pa to digitalno potrdilo prevzamemo na spletnem brskalniku in si ga na ta način naložimo na računalnik. Po elektronski pošti dobimo referenčno številko in pa po navadni pošti avtorizacijsko kodo, ki jo vpišemo. Torej, tale brezplačna možnost SIPAS, je razdeljena pol tudi na različna sredstva. Eno je kvalificirano potrdilo, certifikat, ki si ga naložimo na računalniku, je pa tudi možnost preko nove biometrične osebne izkaznice, preko SMS pasa ali pa, kot že prej omenjeno, preko ostalih ponudnikov. Ko pa imamo enkrat to podpisno komponento, se pa prijavimo na spletno aplikacijo za oddajo vlog e-kmetijstvo. Torej, če v Google oziroma kakšen drug spletni brskalnik vtipkamo e-kmetijstvo, se nam pod prvi zavihek odpre tale spletna stran Ministrstva za kmetijstvo in za vloge s področja čebelarskega sektorja je potem primerna ta druga možnost aplikacije, to se pravi ta druga ikonca e-kmetijstvo, spletna aplikacija za oddajo vlog iz strateškega načrta 2023 do 2027. Ko vstopimo, se nam pokaže tako okence. Jaz tukaj zdaj podrobno ne bom razlagala, zato ker so tudi ravno, včeraj ali pa v petek so bila objavljena navodila za vsak razpis posebej, ki v navodilih
so res navedeni natančni postopki, ki nas vodijo po korakih, da lahko oddamo vlogo. V osnovi imamo torej potem takole orodno vrstico oziroma vnosne maske na levi strani aplikacije. Tukaj je primer za sofinanciranje opreme, za ostale razpise je zadeva dosti podobna. Tekom celotne oddaje lahko kadarkoli kliknemo gumb Preveri stran in potem nam aplikacija javi, če je posamezna stran od teh vnosnih mask, ki so tukaj navedene, pravilna, ne. In če se nam pokaže takole okence, kjer je sporočilo zeleno ikonco, da na vlogi niso oprožena poslovna pravila ali blokade, pomeni, da je zadeva pravilno izpolnjena. Če pa se nam pojavijo rdeče ikonce, pa nam aplikacija natančno opiše, kakšna napaka je in kaj moramo pri tem popraviti. Kadar vloga ni pravilno izpolnjena, torej če ima kakšno napako, imamo tale možnost gumba Zaključi, ki je zaklenjena, je takole svetlo sivo, svetlo modro obarvana. Takrat, ko pa so zadeve pravilno izpolnjene, pa lahko vlogo tudi zaključimo. In ko jo enkrat zaključimo, je tudi ne moremo več spreminjati, torej vloga je, kakršna je, in to še ni konec, torej vlogo moramo oddati. Potem, ko kliknemo gumb Zaključi, moramo klikniti gumb Oddaj in potem preko teh naših podpisnih komponent izberemo tisto, ki jo imamo na voljo, vtipkamo geslo te podpisne komponente in lahko vlogo uspešno oddamo. Torej, imamo 3 različne statuse vloge. Prvi je vnos, to je tak rumen gumbek, to je takrat, ko vlogo oddajamo. Drugo je, ko je vloga zaključena, je zelen gumbek, ampak naj vas ta zelen gumbek ne zavaja, to še ne pomeni, da je vloga oddana. Šele ko je vloga v statusu, ko ima tale moder gumbek oddana, takrat smo jo zares oddali in je v obravnavi na Agenciji za kmetijske trge. V primeru, da bi imeli kakšne težave pri oddajanju vloge, se lahko direktno obrnete na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki so dosegljivi na tem elektronskem naslovu in telefonski številki. Oni imajo tudi dostop do naših vlog in lahko direktno potem vidijo, če bi bila kakšna težava in vam svetujejo, kako pri tem pomagati. V primeru, da sami nimate te podpisne komponente, lahko za izpolnjevanje vloge pooblastite tudi kogarkoli. To naredite tako, da izpolnite tole pooblastilo. To pooblastilo je že objavljeno na spletni strani ministrstva, agencije in pa tudi dostop do tega pooblastila je možen preko navodil za oddajo vlog. To pooblastilo je treba izpolniti, podpisati vaše strani in strani pooblaščenca, torej osebe, ki jo pooblaščate za izpolnjevanje vloge in jo pošljete na elektronski naslov čebelarskih ukrepov in oni vam potem odobrijo izpolnjevanje vloge preko pooblastila. Na voljo pa smo tudi svetovalci javne svetovalne službe, ki lahko tudi preko vašega pooblastila izpolnimo vlogo v vašem imenu, je pa obvezna predhodna najava oziroma dogovor za termin oddajanja vloge. V začetku februarja bodo izvedeni tudi seminarji, to se pravi praktični seminarji, kjer bomo oddajali vloge na 3 lokacijah. Ena je na Čebelarski zvezi Slovenije, druga v Čebelarskem centru Krško in pa v Čebelarski zvezi društev Štajerske. Tako da tudi teh seminarjev se lahko udeležite s svojimi računalniki ali tablicami in bomo skupaj z mojo pomočjo in pomočjo mojih sodelavcev izpolnjevali vloge. Pomembno je torej, da prinesete svoj računalnik in pa
da so na tem računalniku, da imate torej podpisno komponento in pa da imate naložene datoteke z ustreznimi dokazili za oddajo na razpise. Možnost oddaje vloge je tudi na regijskih izpostavah, regionalnih izpostavah javne svetovalne službe po Sloveniji. Kot pa že prej omenjeno, je pa pomembno, da se predhodno najavite in dogovorite za termin oddaje vlog, zato ker je veliko povpraševanja in pa tudi, da si svetovalci vzamemo čas, da lahko to storimo. Možno je tudi oddaja vloge na centrali Čebelarske zveze oziroma v Čebelarskem centru Slovenije. Torej, tukaj smo vam pa tudi na voljo vsi svetovalci javne svetovalne službe, da vam pomagamo pri izpolnjevanju vloge. To je, kar se tiče splošno, zdaj bi se pa jaz malo bolj osredotočila na razpis sofinanciranja nakupa čebelarske opreme. Namen tega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, torej upravičen strošek je zgolj nova oprema, rabljena oprema tukaj ni predmet sofinanciranja. Kako oddajamo, torej objavljen je bil javni razpis, torej v obliki nepovratnih sredstev. Pri teh razpisih velja, da torej najprej kupimo opremo, potem pa lahko na podlagi že plačanih računov oddajamo vlogo. Razpis se bo odprl v ponedeljek, 23. marca ob 9. uri, torej takrat lahko začnemo vlagati vloge. Veliko vprašanj na to temo, ali lahko prej pripravimo vse, izpolnimo vse in takrat na koncu samo kliknemo gumb oddaj. Ne, to ni mogoče, torej ob 9. uri v ponedeljek se začne dejansko izpolnjevanje vlog. Razpis bo odprt do 31. 7. do 15. ure oziroma lahko ga Ministrstvo za kmetijstvo že prej zapre v primeru, da bi bila sredstva porabljena. Na razpisu je na voljo tokrat samo za čebelarsko opremo 352 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Kaj je predmet sofinanciranja čebelarske opreme? Zato imamo prav poseben seznam čebelarske opreme, ki je dostopen tudi na tej QR kodi. Če si jo želite, si jo lahko skenirate, da boste videli, kaj vse je na voljo pod sofinanciranje čebelarske opreme. Je pa tako, da ta seznam je razdeljen na 3 dele. V prvem delu je šifra stroška, NCO je kratica, je prava kratica. Ta seznam je bil nazadnje obnovljen ob koncu leta 2024, sprejet v letu 2025, torej če ste že lansko leto kandidirali, velja ta isti seznam, kot je bil lani, tudi letos. V drugem stolpcu je natančno opredeljena oprema, v tretjem stolpcu pa je navedena maksimalna vrednost, ki jo agencija pri tem upošteva. Torej, če kupite neko opremo, katere cena, v tem tretjem stolpcu ta vrednost, maksimalna vrednost je v bistvu vrednost brez DDV-ja in torej, če kupite opremo po enaki ceni, bo delež sofinanciranja na to vrednost, ki je napisana na seznamu. Čim da kupite opremo, ki ima višjo ceno, kot je na tem seznamu, bo sofinanciranje zneska, ki je na seznamu. Če pa kupite opremo po nižji ceni, pa bo sofinanciran znesek po tej nižji ceni, za katero ste kupili posamezno opremo. Ta seznam je dokaj obširen, od panjev do točil, do naprav za utekočinjenje medu, hladilne tehnike, razne zadeve so na tem seznamu. V primeru pa, da nameravate oziroma da si želite kupiti neko opremo, ki pa je ni na tem seznamu, pa tudi to lahko storite, ampak je postopek malo drugačen. Za to opremo, ki jo ni na seznamu, morate pridobiti 3 primerljive ponudbe, torej mora biti razvidno povpraševanje, da je šlo za enako specifikacijo določene opreme, in potem, ko dobite 3 primerljive ponudbe, morate kupiti opremo oziroma je sofinancirana oprema po najnižji ponudbi, ki ste jo prejeli.
tako da tudi to, je opcija v primeru, da kupujete kakšno opremo, ki res ni na tem seznamu. Zdaj pa gremo še na pogoje, ki so obvezni za uspešno kandidiranje na tem razpisu, torej nakup mora biti skupni znesek, vsota vse opreme mora biti v višini najmanj 400 evrov brez DDV-ja. Vsaj 3 leta pred objavo tega javnega razpisa morate biti vpisani v centralni register čebelnjakov in na dan 31.10. pred oddajo vloge morate imeti v registru registriranih najmanj 10 čebeljih družin oziroma za ekološke čebelarje velja 5 čebeljih družin. Naslednji pogoji so 3 izobraževanja. Prvo izobraževanje oziroma usposabljanje je o smernicah dobrih higienskih navad. Potrdilo morate priložiti k sami vlogi. Na Čebelarski zvezi je zato kontakt gospa Zlatica Kovačevič, ki jo lahko kontaktirate, če še nimate tega potrdila in ste seveda bili na izobraževanju, da vam izda to potrdilo. Naslednje izobraževanje oziroma potrdilo, ki ga moramo priložiti, je s področja apitehničnega usposabljanja, ki ga izvajajo svetovalci javne službe v čebelarstvu, torej gospod Avguštin in gospod Golob. Tudi v tem primeru se lahko za pridobitev tega potrdila, če ste se udeležili izobraževanja, obrnete na Zlatico. Je pa pri tem izobraževanju tako, da morate izobraževanje opraviti največ 4 leta pred objavo javnega razpisa, torej 4 leta pred 28. februarjem, ko je bil razpis objavljen. Enako 4-letni pogoj velja tudi za veterinarsko izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga izvaja Nacionalni veterinarski inštitut. Pod ta izobraževanja spadajo tako predavanja kot tudi delavnice, ki se jih udeležujete. Zdaj, če ponovimo na hitro pogoji, torej prva zadeva, vpis v register kmetijskih gospodarstev in da naše kmetijsko gospodarstvo nima nobene napake. Druga stvar je, da ste v preteklem letu pravočasno poročali v register čebelnjakov. Potem imamo pa še priloge oziroma dokazila, ki jih moramo dati, torej račune na vaše ime in priimek, dokazila o izobraževanju, torej apitehnični ukrepi in pa izobraževanje s področja zdravstvenega varstva v zadnjih 4 letih pred objavo razpisa in pa smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki pa nimajo nobenega časovnega roka, torej kadarkoli do zdaj ste jih uporabili, je to ustrezno dokazilo, je potrdilo ustrezno dokazilo za uspešno kandidiranje na razpisu. Višina sofinanciranja se deli glede na to, koliko čebeljih družin imate registriranih v registru. Gleda se stanje na 31. oktober pred kandidiranjem na razpis, in torej je odvisno od števila čebeljih družin, je pa ta številka, torej višina, najvišji znesek financiranja, skupni znesek v vseh 5 letih. Torej v 5 letih lahko v primeru kandidiranja na razpisu za sofinanciranje čebelarske opreme prejmete določen znesek. V primeru, da se vaš stalež veča, se ta znesek tudi temu primerno lahko povečuje, Torej, če je bil nekdo, v preteklem letu, da je imel 30 čebeljih družin, pa je svoj stalež povečal na 50 čebeljih družin in ima to stanje napisano, na primer 31. oktobra 2025, je padel v razred, da lahko črpa na razpisu 6.000 evrov, kar je v bistvu 3.200 več kot prej, ko je imel, na primer, nižji stalež, ko je bil v nižjem razredu. Delež sofinanciranja pa je na ceno brez DDV-ja v osnovi 60%, potem pa se lahko delež veča ob izpolnjevanju določenih pogojev. Prvi pogoj je
Za mlajše čebelarje je torej, da so v oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let. Tukaj se dobi dodatnih 5% sofinanciranja, enako tudi, če ima čebelar ustrezno izobrazbo. Pod ustrezno izobrazbo se šteje obisk izbirnega predmeta s področja čebelarstva na fakulteti ali nacionalna poklicna kvalifikacija ali pa naziv čebelarski mojster. Dodatnih 5% lahko prejmete tudi v primeru, da ste vključeni v sheme kakovosti. Ob izpolnjevanju vseh treh pogojev torej lahko pridete tudi do deleža sofinanciranja s 75%. V primeru pa, da ste vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali pa da imate v registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin, pa je delež sofinanciranja avtomatsko 80%. Več kot 80% deleža sofinanciranja ni, razen v primeru, da je vlagatelj invalid prve ali druge kategorije in ima ustrezno mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. To je glavnina, kar se tiče tega razpisa. Mogoče še, da opomnim pri tem, na take malenkosti, ki se tudi pogosto dogajajo. Torej, v primeru, da uvažamo opremo iz držav izven Evropske unije, mora vlagatelj imeti poravnane vse carinske dajatve in jih kot dokazilo priložiti, ampak vedeti je treba, da te carinske dajatve niso predmet sofinanciranja. Naslednja zadeva pa je, da se pod upravičene stroške ne štejejo deli posamezne opreme, na primer matična rešetka kot del panja ali pa kolo, rezervno kolo za prikolico, in pa tudi ostali stroški, kot na primer stroški dostave, stroški montaže in podobno. Tako da to je tako kratko, na splošno o tem razpisu. Če so kakšna vprašanja, bi pa prosila, če jih lahko kar zastavite. Tina, enega ima že pod klepetom. Ja, gledam. Ali je digitalni podpis možen z e-osebno, je prvo vprašanje. To bom preverila, zato ker ne vem, kaj spada pod e-osebno. A je to kakšna komponenta od našega Ministrstva za javno upravo ali je to neka druga zadeva, tako da ne poznam. Ampak mislim, da ste že odgovorili tokom prezentacije, da je to možno. Ste imela na slajdu. E-osebna, edino če je e-osebna mišljena kot ta nova osebna izkaznica. Biometrična, to pa ja, to je možno. Ali je nakup možen samo v Sloveniji ali lahko tudi tujina? Ne, nakup je možen, nakup je tudi možen v tujini, ampak saj pravim, če so to države izven EU, je treba imeti poravnane carinske dajatve oziroma mora biti legalen uvoz v našo državo. Če je pa to znotraj EU, pa to ne predstavlja neke posebnosti. Račun mora biti pa na enak način, torej na ime in priimek vlagatelja, pa pač DDV je drugačen, ker se potem tudi označi pri oddajanju vloge, ampak ni pa težav s tem. Če ni vprašanj, se zahvaljujem za pozornost, hvala tudi za udeležbo in pa želim prijetno poslušanje še naprej. Okej. Ja, bom jaz prevzel, pa jaz sem nekam predstavil. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu, sem Aleš Bozovičar, in danes bi vam rad predstavil sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posejanih za čebelarjenje in ne za predelavo rastlin. Dejansko bo ta dela dve tematike, dva naslova, ki sta namenjena predvsem čebelarskim društvom, oziroma tale prvi bo čebelarjem, ki lahko kandidirajo preko čebelarskega društva na tem razpisu. Tako da ja, lahko kar začnemo. Se pravi, ja, namen tega razpisa je, da zagotavlja dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejšo prehranjenost čebel po vsej državi.
V letošnjem letu je za ta razpis namenjenih 40 000 evrov. Enako kot je prej Tina omenila, ta razpis se začne oddajati 23. marca 2026 ob 9. uri in se zaključi 31. julija oziroma do porabe sredstev. V preteklih letih je na tem razpisu vedno ostal denar, tako da so ponovadi proti koncu ta denar preusmerili večinokratno na sofinanciranje nakupa čebelarske opreme. Bomo pa videli, kako bo letos z porabo teh sredstev in kakšno bo stanje. Je pa dejansko tako, da vsak teden oziroma vsak petek ali pa vsaj vsakih 14 dni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi stanje porabljenih sredstev na posameznem razpisu in na podlagi tega lahko potem vidite, koliko denarja je še na voljo, ali se je še možno prijaviti oziroma ali bi mogoče ta denar kam drugam prerazporejen. Ok, kot sem že prej rekel, vlagatelj za ta razpis je registrirano čebelarsko društvo. Rastline pa se lahko potem razdeli čebelarjem, ki so včlanjeni v to čebelarsko društvo in so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge. Se pravi, za letošnje leto bodo gledali podatke za 31. oktober 2025. Pogoj je seveda, da je čebelarsko društvo registrirano kot čebelarsko društvo v centralnem registru društev, je čebelarsko društvo opravilo nakup sadik medovitih rastlin, ima račun in dokazilo o plačilu računa na ime vlagatelja. Se pravi, tako račun kot potrdilo potem se mora navezovati na vlagatelja na razpis. Pomembno je še tole, da čebelarsko društvo ni v postopku insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja, nima dolgov do države več kot 50 evrov, ter da ima odprt TRR račun za nakazilo dodeljenih sredstev. Pomembno je še tole, da se dejansko računi oziroma nakupi štejejo že od 1. avgusta 2025 preko do časa oddaje na razpis. Se pravi, vsa društva, ki ste že recimo v preteklem letu oziroma po avgustu lani kupovala sadike in imate za to primeren račun, ga lahko vlagate v letošnjem razpisu. Tukaj imam seznam medovitih rastlin, do katerih lahko oziroma do katerih ste upravičeni. Vidite, da seznam je dolg, dejansko gre za sadike, ki so gole korenine, ter za sadike, ki se prodajajo v loncu, se pravi lončene. Verjetno, oziroma glede na čas, ki ga imamo, se pravi, prihaja pomladanski čas, poletni čas, takrat bo za izbor rastlin primernejše sadike, ki so v loncih, kajti sadike z golo korenine imajo bolj zahtevne pogoje za transport in za zagotavljanje preko vlažne verige, da se korenine osušijo, medtem ko sadike, ki so v loncu, lažje prestanejo preko ta transport in tudi potem skladiščenje ter manipulacijo do same saditve. Stroški, ki so navedeni zraven tegale seznama oziroma cene, to so pa cene, ki jih je določilo ministrstvo, in do višine teh cen je posamezno društvo za posamezno sadiko upravičeno. Če slučajno cena presega ta znesek, potem tisto razliko krijete sami. Če je sadika cenejša, kot je tukaj na seznamu, je pa potem ministrstvo priznate nižjo ceno, kot ste jo videli oziroma imeli na samem računu. Podobno kot je prej Tina predstavila pri sofinanciranju čebelarske opreme. Čakajte, samo sem jaz nekaj pritisnil. Ok. No, tole je še pomembno, da se pravi minimalen znesek, na katerem lahko čebelarsko društvo kandidira, je 400 evrov brez DDV-ja, se pravi neto znesek, ter maksimalen znesek, do katerega čebelarsko društvo upravičeno, je 1000 evrov brez DDV-ja. Se pravi, če imamo 1200 evrov vrednosti, potem vam 1000 evrov pripada, se pravi neto znesek računa. Se pravi, ko društvo kandidira, lahko te sadike razdeli do 50 čebelarjem. Sedaj pa ali pa bom predstavil določene zadeve, ki so mogoče malo bolj zakomplicirane in tudi društvom predstavljajo največ težav.
Se pravi, vsi čebelarji, ki bodo kandidirali na tem razpisu preko čebelarskih društev, morajo zraven predložiti podatek, se pravi, zraven katerega čebeljaka bodo sadike sadili. Pomembno je, da se navede parcelno številko te rastline, se pravi, da čebelarsko društvo, ko daje vlogo, da na seznam napiše količino posameznih rastlin, lokacijo za saditve te rastline s številko parcele, kjer se bo nahajala, ter vrednost posameznih rastlin po posameznem čebelarju. Čebelarji, seveda, ki bodo kandidirali na tem razpisu, kot sem že prej rekel, morajo imeti registriran čebeljak na dan 31. oktobra preteklega leta oziroma pred prodajo vloge. Morajo dati čebelarji soglasje, da čebelarsko društvo lahko obdeluje osebne podatke za namen tega razpisa, kar se tiče čebelarjev, ter čebelarji, ki bodo prejeli sadiko, morajo to sadiko posaditi v 3 kilometrih, se pravi v preletni razdalji pol mera 3 kilometrov od čebeljaka, ki ste ga navedli na vlogi. Se pravi, če imate, se pravi, določeno številko čebeljaka, ta čebeljak je naveden na določeni parceli, ima tudi koordinatne številke tega čebeljaka, se pravi, najmanj 3 km od preletne razdalje, oziroma največ 3 km preletne razdalje mora biti sadike posejene. Ker v primeru kontrole sa strani agencije bodo dejansko te dolžine merili in mora biti v ustrezni oddaljenosti, razdalji. To je, mislim, da en težjih pogojev tega razpisa. Ok, se v primeru, da niste sami lastnik parcele, kjer boste sadiko sadili, rabite imeti še soglasja lastnika parcel. Če je lastnikov več te posamezne parcele, rabite imeti vsaj 50% soglasi lastnikov parcel, se pravi, če je na določeni parceli 10 lastnikov, morate imeti, se pravi, vsaj 2 ali pa 3 ali pa 5 lastnikov soglasje, tako da dosežete vsaj 50% velikosti te parcele. Toliko soglasij morate dobiti. Če ima en lastnik 50% lasti te parcele, potem že to dovolj. Ja, če jih je pa več, oziroma če so deleži manjši, je pa seveda treba več soglasij. Tako da, ok, toliko na hitro ta del. Tudi tukaj, kot je prej Tina rekla, je na tisti povezavi, kot je Tina navedla, na spletni strani ministrstva objavljena vsa navodila za izpolnjevanje, tudi prijava na sam preko oddajni obrazec. Tako da preko so te stvari vse navedene na sami spletni strani ministrstva. Potem bom pa jaz predstavil še ta drugi razpis, ki je vezan za čebelarska društva. Ta je pa povezan z pašnimi redi, se pravi podpora čebelarskim društvom, ki izvajajo pašni red. Namen tega razpisa je zagotavljanje preko boljših pogojev za dostop do čebeljih paš, ter tudi enakomernejšo porazdelitev ali pa poseljenost s čebelami po Sloveniji. Tukaj je višina sredstev manjša, znaša 16.000 evrov, tako da je preko namenjen tudi manjšemu deležu čebelarskih društev. V Sloveniji je zgolj 43 čebelarskih društev, ki ima potrjen pašni red in je z tega vidika potem sredstev manj namenjenih. Tukaj je pomembno to, da se zapomnite, da začetek oddaje tega razpisa bo 1. junija ob 9. uri. Se pravi, dobra 2 meseca kasneje kot ostali razpisi. Konec oddaje je enako 31. julij oziroma do porabe sredstev. Tudi tukaj je vlagatelj pravna oseba, ki je registrirana kot čebelarsko društvo. Pogoji tukaj so nekoliko milejši. Pogoj je, da ima čebelarsko društvo na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarskega pašnega reda in program napovedi medenja, ter da ima na dan 30. junija v koledarskem letu, ko se oddaja vloga, v centralnem registru vpisanih vsaj 10 stojišč. Se pravi, da društva, ki jih nimajo toliko, niso upravičena do kandidiranja na tem razpisu. Še eden od pogojev, ki mora biti izpolnjen, je ta, da čebelarsko društvo, ki bo kandidiralo, objavi seznam razpoložljivih stojišč v tekočem letu.
To mora objaviti bodisi v strokovnem glasilu Čebelarske zveze, se pravi v Slovenskem čebelarju, ali pa na spletni strani Čebelarske zveze. Pri tem mora navesti podatke o številu razpoložljivih stojišč. V preteklih letih je bila objava obvezna v mesecu aprilu, no v lanskem in letošnjem letu pa je lahko objava vse do konca meseca oziroma do začetka meseca junija, tako da je ta doba nekoliko daljša in mislim, da čebelarska društva so se kar odzvala in v teh zadnjih letih kar izpolnila to obveznost. Tako te podatki so javno dostopni vsem čebelarjem na naši spletni strani tudi tekom celotnega leta in bodo sedaj ti podatki, ki so na spletni strani v aprilski številki Slovenskega čebelarja avtomatsko objavljeni, tako da tudi tisto čebelarska društva, ki mogoče ne bodo kandidirala, bodo pač objavljena, ampak zgolj v tem primeru, da izpolnjujejo ta pogoj, no. Tako da tisti, ki se mislite prijaviti na ta razpis, preverite, pa mi javite, če je kakšnakoli sprememba, drugače bom pa posredoval lanske podatke v objavo za Slovenskega čebelarja. Tukaj še lahko povemo o podpori. Tukaj je podpora nekoliko različna glede na število stojišč, ki jih ima registrirano čebelarsko društvo. Se pravi, tista društva, ki imajo med 10 in 20 stojišč, so upravičena do 200 evrov pavšalnega plačila. Društva, ki imajo več kot 21 in do 30 stojišč, so upravičena do 350 evrov in čebelarska društva, ki imajo registriranih več kot 30 stojišč, so upravičena do 500 evrov pavšalnega nadomestila. Kot je že prej Tina omenila, ja, vse kontaktne oziroma vse informacije, ki jih imate za oddajo tega razpisa, lahko pridobite na Agenciji za kmetijske trge. Tukaj so predstavljene telefonske številke ter e-mail naslov, ter tudi spletna stran, kjer je povezava preko razpisa in razpisne dokumentacije in tudi navodil za izpolnjevanje posameznega razpisa. Če imate pa še kakšnekoli vprašanja glede samega izpolnjevanja, kakšnih drugih vprašanj, pa se lahko tudi obrnete na mene ali pa na moje sodelavce na svetovalni službi, tako da vam z veseljem pomagajo. Jaz vam težko pomagam pri izpolnjevanju vlog, ker sem v tem času predvsem imam terensko delo in bom težko dostopen, ampak preko telefona pa z veseljem pomagam in kakšno informacijo dam, kar se tiče samih pogojev ali pa kakšnih zahtev, ki jih ministrstvo ima. Tako da toliko z moje strani za ta dva razpisa, ki bosta objavljena. Če pa karkoli več vprašanja, pa kar lahko v mail ali pa me pokličete. Okej, a je kakšno vprašanje bilo zdajle izpostavljeno mogoče v klepetu? To pa verjetno, ta vprašanje se še majhen nad Tino navezuje verjetno. Ja, mislim, tole se na že tvoje odgovorila. razpise je, ali je društvo upravičeno tudi, če je zasaditev namenjena ob čebelnjaku društva. Ja, tudi, če ima čebelarsko društvo preko to čebelnjak registriran, se pravi pred 31. oktobrom v lanskem letu, je to se smatra enako in je popolnoma lahko. Edino morate vedeti, da če lastnik parcele ni čebelarsko društvo, potem rabite soglasje lastnika parcele. Drugače pa ja, brez težav. Tudi pri upoštev kakšen šolski čebeljak, če ima SI številko in to, tako da tukaj ni težav. Okej. Če ni več vprašanj, potem pa ja, besedo predajam Roku Piletiču nazaj, da vam on predstavi, kako je z nakupom satnic oziroma menjave satja. Hvala za pozornost. Dober večer še enkrat. Zdaj bomo šli pa skozi razpis za podintervencijo sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2026. Razpisanih približno 150 000 evrov, pol je evropskega
denarja pa je slovenskega, iz proračuna. Rok za oddajo vlog začne teči kot večina 23. marca ob 9. uri in traja do 31. julija 26 do 15. ure. Vlagatelj je lahko fizična oseba ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel. Vsako leto pa do zneska omejenega s številom čebeljih družin, ki bomo kasneje videli, kateri je, pa lahko kandidirate za ta sredstva. Drugi pogoji so še, se pravi, vpisani v register čebelnjakov najmanj 3 leta pred objavo razpisa, da ste pravočasno poročali o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom registra čebelnjakov predhodno leto. Ravno tako se za predhodno leto na 31.10. oziroma 31. oktober v letu 2025 pogleda, koliko družin ste imeli vpisanih v čebelnjaki, v registru za čebelnjake in na podlagi tistega števila se pa vam tudi dodeli upravičena sredstva, da imate odprt transakcijski račun za nakazilo, da ste vpisani v register kmetijskih gospodarstev in da niste imeli nobene izdane pravnomočne odločbe glede nepravilne uporabe zdravil. Vlagatelj lahko pridobi sredstva samo na podlagi ene odobrene vloge. Največje dovoljeno število satnic znaša 7 satnic na leto na eno čebeljo družino. Se pravi, kolikor čebeljih družin ste imeli prijavljeni 31.10. predhodno leto, se pomnoži s 7 in dobite, koliko imate največje dovoljeno število. Če imamo na računu navedeno maso satnic namesto števil, pomeni 1 kilogram voska ustreza 10 satnicam. Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se pač skenirajo in priložijo. V te priloge vse skenirane izvirne račune izdane morajo biti na vlagateljevo ime, pač po podatkih, ki so iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost, kar pomeni naziv, naslov, davčna številka in vsaj dokazilo o plačilu teh računov, ki so izdane ravno tako na njegovo ime. Če je mogoče vlagatelj pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in vodi poslovne knjige, mora voditi tudi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi za te pridobljena sredstva. Tako, zdaj imamo pa 5 variant pridobivanja satnic, se pravi nakup, 2 sta nakupa, eden je satnic z ekološkim certifikatom, nakupa satnic z analiznim izvidom, potem imamo 2 opcije za predelavo, se pravi voska iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice in predelava voska iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic predan izdelovalcu. 5. varianta je pa, da sami pridelate vosek in iz tega voska tudi sami naredite satnice. Zdaj bomo šli pa še malo bolj podrobno, kaj to pomeni, kaj se zahteva. Nakup satnic z ekološkim certifikatom. Certifikat je nek dokument kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki je imenovana na podlagi odločbe uprave. Certifikat o ustreznosti kupnih satnic za ekološko čebelarjenje. V tem primeru morate imeti najmanj 5 čebeljih družin, kolikor ste ekološki čebelar, in najmanj 10 čebeljih družin, kolikor ste navadni čebelar in kupujete satnice z ekološkim certifikatom.
Potrebujete pol kot priloge račun, iz katerega je razvidno, katere satnice so bile kupljene, njihova količina. Račun se mora glasiti na ime vlagatelja, potem morate priložiti dokazilo plačila računa oziroma navedbo na računu, da je bil plačan z gotovino, kolikor plačate z gotovino, ter certifikat o ustreznosti satnic za ekološko čebelarjenje, ki ga priloži prodajalec satnic. Drugi način nakupa satnic z analiznim izvidom. Analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in še osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku, ki ga izvaja laboratoriju in ga tudi priloži prodajalec satnic. Zato potrebujete minimalno 10 čebeljih družin. Račun se mora ravno tako glasiti na vaše ime, dokazilo vplačilo ravno tako na vaše ime in kolikor je bilo plačano gotovine, da je to razvidno iz računa napisano. Jasno navedeno, katere satnice so bile kupljene in njihova količina. Analizni izvid je pa dokument, ki ga izdaja laboratorij, sicer akreditiran po standardu in zagotavlja neodvisnost in nepristranskost. Analizni izvid pa se pravi mora vsebovati analizni podatek o stanju kumafosa in označbo serije satnic. Pri nas to izvajata KIS in Netron. Je pa možno, ukolikor za analizni izvid kot dokazilo v primeru nakupa satnice šteje tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže. Tretja varianta, zdaj smo na področju predelave voska iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice. Ravno tako certifikat iz uprave za ekološko čebelarjenje priložite in predelovalec mora imeti ravno tako certifikat za predelavo voska v ekološke satnice. Za kandidaturo potrebujete najmanj 20 čebeljih družin, priložite račun na vaše ime, dokazilo vplačilo in certifikat za ekološko čebelarjenje. Ukolikor je na računu navedeno pač masa voska in koliko satnic je bilo izdelanih, je pa možno, da če je samo masa, da je pač 1 kilogram pomeni največ 10 pridobljenih satnic. Predelavo voska iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic predan izdelovalcu. Tukaj potrebujete minimalno 20 čebeljih družin, dokazilo število izdelanih satnic iz tega voska in priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, vzeti iz prenesenega voska. In ta analizni izvid velja za celotno pogansko obdobje in se ga prilaga samo prvič. Poleg tega morate priložiti še račun za izdelavo satnic iz prenesenega voska, ki se glasi na vaše ime, dokazilo vplačilo računa in enako kot prej navedeno, koliko kilogramov voska je bilo predano v izdelavo in koliko satnic je bilo izdelanih. Ukolikor je samo v masi, 1 kilogram voska pomeni največ 10 satnic. Če pa boste sami izdelali satnice iz lastnega voska, pa je potrebno sledeča priloga. Poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in številom izdelanih satnic, poročilo o doseženih temperaturah, ki bodo razvidna iz teh fotografij, iz katere je izvidna tudi dosežena sterilizacija voska, in analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa,
ki ravno tako velja za celotno programsko obdobje. V tem primeru morate imeti še dodatno dokazilo o usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad ali vzpostavljen lastni sistem, ki je temu primerljiv. Za izvajanje pridelave satnic iz lastnega voska pa morate imeti minimalno 100 čebeljih družin. Višina priznanih stroškov, kot smo že prej rekli, je 7 satnic na leto na eno čebeljo družino. Stroški nakupa in izdelave satnic, ki so nastali, so od 1. avgusta 2025 do 31. julija 2026, do višine določenega v prilogi sklepa v preglednici 5, ki bomo tudi kasneje pogledali. Vlada s tem sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa satnic, ceno satnic v primeru predelave voska oziroma ceno satnic v primeru lastne izdelave satnic iz voska lastne predelave s certifikatom ali analiznim izvidom. Če uveljavlja strošek ali izdelave satnic, ki je na tem seznamu upravičenih stroškov in presega te navedene cene, ki se jih bomo pogledali ravnokar, se mu prizna cena v najvišji višini priznanih stroškov. Se pravi, če imate strošek satnice višji, kakor je upravičeno iz te razpredelnice, pa se vam prizna, kakor je največ tam napisano. Tukaj pa še ta preglednica, se pravi, vrednost po kilogramu je za nakup satnic s certifikatom za ekološko čebelarjenje in izdelava satnic iz lastne ekološke proizvodnje 31,25 evrov na kilogram oziroma 1,74 na satnico, 3,13 opravičujem na satnico, in nakup satnic z analiznim izvidom oziroma izdelava satnic iz lastne proizvodnje z analiznim izvidom je pa 17,44 evrov in 1,47 na satnico. Upravičen strošek je tudi analizni izvid na vsebnost ostanka kumafosta enkrat v programskem obdobju, ki pa znaša 86,73 evrov. V primeru, če pa delate satnice iz lastnega voska in sami izdelujete te satnice, se pa smatra, da je kilogram voska 17,44 evrov oziroma 1,74 na posamezno satnico. Delež sofinanciranja pri nakupu oziroma izdelave satnic znaša 60% skupne vrednosti izvedenega nakupa oziroma izdelave satnic brez DDV. Kot sem že prej omenil, sofinancirana je tudi ena analiza za ostanke vsebnosti kumafosta. Drugače pa lahko ta delež povečate v 3 primerih, se pravi 10% za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti, 20% za vlagatelje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja, kar pomeni, da potrebujete odločbo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma pogodbo, ali pa, če ste že uveljavljen ekološki čebelar, priložiti certifikat ekološkega čebelarjenja. 20% pa še za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnic iz lastnega voska. Največ pa lahko pač iz 60% skupne vrednosti pravičenih stroškov pridete do 80%. Tukaj sta še 2 kontakta, Netron Spa in Kemijski inštitut Slovenije, kjer lahko kontaktirate in da naredite analizo voska na vsebnost kumafosa. To so ceniki za letošnje leto, približno okoli 100 evrov, vas pride to, imajo pa tudi malo različne predviden čas analize, je kar razlika 1 teden oziroma skoraj do 1 meseca, tako da pa tudi minimalno količino voska, ki ga morate poslati.
tako da se lahko obrnete na njih potem za več informacij. Obveznosti potem pa, ko še pridobite sredstva, omogočanje pregleda na kraju samem, dostop do dokumentacije, hrambo dokumentacije še najmanj 5 let od zadnjega izplačila, in da po izplačilu sredstev ne smete biti izdana pravnomočna odločba glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Tako, to je, kar se satnic tiče, tukaj so pa še dodatni kontakti na sami agenciji, za kolikor kakšne podrobne informacije oziroma da se obrnete na nas svetovalce. Hvala lepa. Pa prosim, če imate še kakšno vprašanje. Če pa ni vprašanj, bi pa kar potem nadaljevali naprej z gospodom Algoštinom. Lep pozdrav v mojem imenu. Moja tema je možnost pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev sofinanciranja zdravil za zatiranje varoje. Tudi za varojo imamo možnost sofinanciranja sredstev. Namen je zagotavljanje zasebnega varstva čebel in varnosti čebeljih pridelkov. Razpisana sredstva so 60 000 evrov, polovico plača Evropa, polovica Republika Slovenija, kakor pri vseh razpisih, začetek oddaje 23. marec, se pravi naslednji ponedeljek ob 9. uri, konec oddaje 31. julij 2026 do 15. ure. Vrsta razpisa je zaprt, sredstva se delijo do porabe ali po vrstnem redu, po točkah. Kdo je vlagatelj in upravičenec? Isto kot v prejšnjih razpisih, vpis register, urejen vpis v RKG, to je zelo pomembno, opravljeno morate imeti veterinarsko izobraževanje v zadnjih 4 letih, oddano poročilo o številu družin za preteklo leto, brez dolgov do države in brez kazni UHVR, isto kot v prejšnjih razpisih. Opravičeni stroški in obdobja. Zdravila morajo biti kupljena in plačana med 1. avgustom 2025 in 31. julijem 2026. Vrsta stroškov, se pravi nakup zdravil za zatiranje varoj z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji. Minimalni znesek vloge je 50 evrov, dokazila, skaniran originalni račun na ime vlagatelja, kot pri ostalih razpisih, in potrdilo o plačilu. Se pravi, rabite 3 papirje, originalni račun, potrdilo o plačilu in pa še potrdilo, da ste bili na usposabljanju pri veterinarjih. Višina sofinanciranja, to je zelo pomembno. Zdravila na osnovi organskih kislin in eteričnih olj je sofinanciranje 70%, ostala zdravila, sintetični akrilicidi so 50%. Skupna omejitev največ 10 evrov na čebeljo družino. Prizna se pa višina stroška, določena v sklepu vlade. Link je v začetku pokazala Tina. Katera zdravila so na seznamu? Na seznamu imate v razpisu kompletno cel spisek teh zdravil. Nisem vseh pisal. Ekološka, sami veste, so Apivar, Apifor, Formik Pro, Formivar, Apibioxal, Varomet, Oxovar, Timovar, Varoxal. Ostala sintetična, kjer so sofinancirana na 50%, so Varidol, Apivar, Polivar, Yellow, Bivarol, Checkmate. Za točen seznam in velikost pakiranja pogledajte na razpisu. Sedaj je pa zelo pomembno, da se nakup teh zdravil tudi točkuje. Za nakup dobite maksimalno število točk je 100, minimalni vstopni prag pa je 10 točk.
60 točk dobite, če ste vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imate certifikat. In sedaj je pa odvisno, da koliko čebeljih družin imate. Se pravi, od 5 do 20 družin dobite 10 točk, od 21 do 40 družin dobite 20 točk, od 41 do 100 družin je 30 točk, 101 je 40 točk. Dejansko večje število točk dobijo avtomatsko tisti, ki so v ekološkem čebelarjenju in tisti, ki imajo večje število čebeljih družin. Rok oddaje kot pri ostalih vlogah, spletna aplikacija kmetijstvo, izključno elektronsko, digitalno potrdilo, skenirana dokumentacija in nasvet, ne čakajte na zadnji dan, 31. julij, da se izognete preobremenitvi sistema. Se pravi, če kupujete zdravila, dajte že naslednji dan, ko platite zdravila, dati vlogo. Pa zelo je pomembno, običajno pride kakšna kontrola, dajte embalažo oziroma čebelarski dnevnik imeti, ker bo dokazilo, da ste to zadevo kupili in dejansko uporabili, tako da je sledljivost. Ker običajno pride kontrola in kontrolirajo pravilno uporabo in pa če ste zadevo uporabili. Vse ostale kontaktne informacije, kot pri ostalih razpisih, Agencija za kmetijske trge in spletna stran javni razpisi. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Rok? Če ni slučajno še kakšnega vprašanja, bi potem se zahvalil vsem našim predavateljem, pa tudi vsem našim udeležencem, da ste se vzeli čas in da ste tudi udeležili tega spletnega seminarja in se seznanili z trenutnimi razpisi za čebelarje. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.